Fluktuacija prebivalstva in preseljevanje se je dogajalo tudi v nekdanji socialistični federativni republiki Jugoslaviji in takrat je veliko Albancev, Šiptarjev prišlo v Slovenijo tako iz Republike Srbije, iz predela Kosova, kakor tudi iz Makedonije. Vendar to so bili drugačni ljudje, to so bili ljudje, ki so začeli delati, ki so se naučili slovenskega jezika, ki plačujejo davke in dajejo otroke v slovenske šole. Danes, po osamosvojitvi, pa se je začelo. Najprej je ambasadorka Slovenije v Makedoniji na veliko delila Šiptarjem makedonskim dovoljenja za delo v Sloveniji. Potem se je to nadaljevalo pod prejšnjo oblastjo in danes te novodošli iz tako imenovane Republike Kosovo pa prihajajo z drugačnimi nameni. Ne delati, ne služiti slovenski državi in sebi, ampak samo za svoj žep. Obenem pa zavzemati teritorij, ki ga zelo uspešno ob pomoči raznih županov, tako kot recimo župana Slovenske Bistrice, župana Kranja in še mnogih drugih rdeče usmerjenih županov, naseljujejo in zavzemajo slovensko ozemlje. Kupujejo dele vasi, potem pa se Slovenci izseljujejo zaradi tega, ker ne morejo živeti v združbi z nekom, ki ne spoštuje ne zakonov, ne lastnine, ne ničesar, ampak samo povzroča probleme in pa kriminal. Konec koncev, kdo je naredil ta svinjski napad na najprej malo več kot eno leto staro deklico z tem sprejem in jo pošprical, in potem še njenega očeta, in potem ga še od odzadaj zaklal? Kdo je to naredil? A je to naredil Slovenc? Ne, Slovenci tega ne delamo. Tudi tisti avtohtoni stari prebivalci iz predelov Kosova ali pa Makedonije niso tega počeli in tega ne počno. In se ograjujejo od takih svinjarij, ki jih pa povzročajo ti novodošli prebivalci iz tako imenovane države Kosovo in ki delajo v Sloveniji svinjarijo, pripeljajo pa sem seveda svoje žene, skupico otrok in seveda kdo to plačuje? Tisti Slovenci, ki delamo, plačujemo davke in spoštujemo državo. Zato take ljudi ven iz države, marš ven tja, od koder so prišli.